Potem so nas pognali skozi eno vrzel v ograji, čist ozko, en poenovarjen hrib, na postajo železniško. Tam so ostali živinski vagoni, izven postaje so nas tiste živinske vagone nabili. In ko so zaprli vrata, sem jaz gledal skozi to okno, ki je v živinskih vagonih. In sem videl, kako je Anglež odšel proti postaji, od tam je prišel pa drug soldat, drugačen. In ko je bliže prišel, sem videl, da je zvezda. Uniforma je bila neznana, ker tu so bili partizani, v bistvu so bili različni v uniformah, niso bili vsi enaki. Angleži so bili, ti pa ne. Samo rekel sem, fantje, partizani so zunaj. Pa smo bili tam. Potem pa je pa komanda. Vsi oficiri ven, se je pa nabralo 20 je bilo. In so jih postavili gor ob baraki, tako da so hrbet na barako. Partizani so bili spredaj, ni pa kakšen meter niže dol. Tam je bil med tem oficirji tudi, meni se zdi, da se je pisal Kunstelj, če se ne motim, kurat, duhovnik. In oni so stali, ti oficirji so stali za partizanskimi hrbti. So bili partizani dol nas gledali, oficirji so pa tle zadaj. In smo videli, da nam je dal vesolno odvezo. Smo rekli, aha, da nam je povedal, kje smo. Tudi kurat ve. Potem smo bili pa v dvorani, v tej veliki dvorani, približno, ko se noter pride, sem bil jaz na levi strani, pred stebri, prednje stebr, pa že blizu sredine, pa ne še čist, bliže vhodu. Mi smo tako nabiti, da smo lahko samo na boku ležali, na hrbtu že ne več, na trebuhu. Čist nabiti. Nas je bilo v tej dvorani vojakov, pa kmetov, veliko skupino kmetov so pripeljali noter civilno. Okrog 800. Nas je bilo nabiti noter. Tam je bilo zelo hudo, ker na stranišče nismo mogli vse noter opraviti. Tam pri vratih so 3 štenge, koliko 4, je bil ta bencinski sod, polovico. In tam se je delalo vse. Se ni bilo dosti kaj. Jedli nismo praktično nič. Eno čorbo so nam prinesli, eno pesno pirje, pa 2 fižola sta bila noter. Pol čez 2 dni se nam prinesli toliko kruha na dan, takle košček. Cepili so nas proti tifusu, to je bilo dobro znamenje. Smo rekli, če nas mislijo pobiti, nas ne bi cepili. Nas so cepili. Še zdaj imam potrdilo o cepljenju. Brigada nekatera, ljubljanska, ta brigada, pa domobranski zdravnik. Zdravniki so rekli, ambulanti, pa domobrance. Doktor Grapar je bil. No in zvečer smo videli, da prihajajo tovornjaki pod našim oknom in čez kakšne 4 ure odpirajo. Pa spet čez kakšno uro pridejo, pa spet odpirajo. So pa vsak večer je preletel stražar noter prej,
ugasniti luči, pa poleči se po tleh. Se ne reč, samo parket nič drugega. Nismo smeli v okno, da ne bi videli, ampak smo šteli, pa slišali kamione, ki so šteli. Verjetno so vozili v tle, podotik, čisto brezno. Junija meseca 1949 so nas aretirali po izdaji, ne bom razlagal tega. Potem sem bil na Udbi in poslan za 2 leti na družbeno koristno delo v stranišče, pa iz stranišča en mesec v Kočevje, pa iz Kočevja potem še v Medvode na hidrocentralo. Tam sem bil pa potem spuščen, meni se zdi, da 8. ali 9. avgusta, če se ne motim. Tako nekako. Potem sem delal izpit čez 8. razred, sem ga zamudil, pa maturo privatno. Potem je bilo vprašanje, kaj študirati. Neumno do konca, ampak taki smo bili trmasti, nismo se dali, tako rekoč iz aresta sem šel na pravo. In se mi je že zdelo, kaj je. In je povedala, ker ste dober študent, odličen, smo vas povabili, vas vamo, da greste v Beograd na našo fakulteto. Jaz pa seveda zatulil, ne na Udbovsko, pa ne grem. Ja, to vaš Dromič, to ni Udba, to je pravna fakulteta v Beogradu. To ministrstvo za notranje zadeve. Ja, to je Udba, se vem. Torej, skratka, tam smo padli čist, na polno. Potem se je pa pol ure z mano matrala, me prepričevala, kaj bo vse imel, kako bo dobro, pustimo je to. Pol na koncu je vedela več, je preseglo njeno prakso, njen način govorjenja. A počakajte malo, ne spo tovariša sekretarja. Šel po tovariša sekretarja, je prišel, me je pel v sosednjo sobo, svoj kabinet, znan, ne vem, če še živ. Tam je z Dobrove, ali z Zele konca doma. Preimki je imela. Mene je dal en zeleno usnje fotelj, on je bil pa mejhen po postavi, je pa stal, pa hodil, da je bil nad mano, ne. Sem slišal, da se ene neumnosti govorili. A veste, da vas lahko aretiram? Se rekel, vem, pa še številko vam povem. Ker sem ravno pred nekaj tedni prišel iz centralnih zaporov. Kaj? V centralnih zaporih ste bili? Sem rekel, ja, med drugim tudi. Pa jaz nič ne vem. To je vaš problem. Tako smo se ne. A ste član partije? Se rekel, budite resni. Pa ste kandidat za partijo. Pa ste bil član Skoja. Se rekel, še mladini nisem. Tako sta šla. Potem pa začel. A tudi mladini niste. Potem začel hoditi od vrat do okna, dol na ulico. Skoraj bi se laseroval, tako je delal.
pravega hudiča bi v Beograd poslal. Pa se pa za sebe ustrašil, kakšnega hudiča bi poslal v Beograd. Saj sem vam na začetku rekel, da bo najkasneje čez 14 dni do konflikta prišel v Beograd. Saj sem vam povedal na začetku, pa niste verjeli. Potem pa samo Boga hvalil, pa mene, da sem prišel, pa povedal, kakšnega hudiča bi poslal v Beograd. Kakšnega hudiča. No, skratka, poznal že pa. No, na zadnje je bilo, ja, vaš, da v cerkev ne hodite. Jaz sem rekel, pa hodim. Ja, pa hudiča me ne iz prepričanja. Se kot tovariš sekretar, kdo pa danes hodi v cerkev, če ne iz prepričanja? Vernik iz prepričanja, pa vi, udbovci, poslušati. Jaz pa nisem udbovc, kot vidite. So dol pošla. Poslom, jaz bil prepričan, da ne bom prišel ven. Da mi stražar dol ne bo dal izkaznice. Dal izkaznico, sem šel, ampak nisem se upal domov. Tisti večer sem bil na gradu, v gozdu, tam pod Gorlami, sem bil do 3 zjutraj, do dneva. To smo pa sošolci, ena skupina, 4 bivši domobranci. Ta je umrl že v Kanadi, to je Marjan Štefančič, znani pevec od Okteta, to je Marko Blažar, pa jaz. No, to je pa moja sedanja žena, ta je že umrla, ta Kozeljeva. Te veste pa še, ta je pa žena od Marjana. Tako da dva sva se le ujela. To je moja rojstna hiša, ki zdaj ni nasiljena, zdaj je prazna, ker so zdaj zgradili novo nadomestno. Ampak to je obnovljena po vojni, ker med vojno je zgorela. Po vojni je pa to obnovljena hiša. Ja, to je pa moja poroka. Kdaj pa? Katerega leta? 56. Zdaj le bo. Čez jutr je obletnica.